Pa prisrčno pozdravljam vse prisotne, hvala, da ste se odvali našemu vabilu. Nocojšnji večer posvečamo pripravi na Božič, zato smo povabili našo sredo gospoda Račkofa, ki ga lepo in prisrčno pozdravljam, da bo došel v kulturni center. Nocojšnji večer bo vodil Simon Peter Deban, kateremu predaj beseda. Dobro večer sem skupaj. Veliko veselje mi je, da lahko gostimo nocoj nadškofa Urana med nami. Mislim, da ga ni treba posebno tako predstavljati, da je tako precej znan javnosti. Ampak, če ravno na kratko pišem njegovo življenjsko pot oziroma nekaj informacij. Nadškof Uran je bil posvečen od duhovnika leta 70 in potem je služil najprej kot kaplan, potem pa kot župnik v ljubljanski nadškofiji. Leta 1992 ga je papež Janez Pavel II posvetil oziroma imenoval in posvetil za ljubljanskega pomožnega škofa, na kar je potem od leta 2004 do leta 2009 vodil ljubljansko nadškofijo. Tako še enkrat dobro večer, gospod nadškof med nami. Z njim se bomo pogovarjali o Božiču, o pomenu Božiča in zamislili smo si nocojšnje srečanje kot neko duhovno pripravo na ta pomemben krščanski praznik. Začel bi kar takoj s prvim vprašanjem. Kako se spominjate praznovanja Božiča v vašem otroštvu? Ja, tako da smo čim bolj poglobili tisto temeljno spoznanje, da nismo sami, da je Bog z nami, da je On vstopil in vstopa vedno znova v to naše bivanje na zemlji, hoče z nami iti po vsej poti in nas enkrat sprejeti v svoj večni dom. Tako to otroštvo, Božje otroštvo, to Božja povezanost in je tudi bila temeljna v vsem našem življenju in vedno znova smo to poudarjali. Začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo. Verjetno si poznate ta rek, zato se mi zdi, da je nekako potrebno na začetku našega srečanja tudi se izročiti, verjetno smo že vsi danes se z Bogom povezali, ampak tako, da naj bi to srečanje priprave na Božič res potekalo na takem notranjem vzdušju odprtosti za delovanje Svetega Duha, ker to je središče božične skrivnosti in celotnega odrešenskega dela. Zato dovolite, da morda na začetku, ko vas lepo pozdravljam odgovorne tukaj za današnji večer, vse visoke goste, z nekaterimi se poznam, imam tudi tukaj eno nekdanjo župnijsko sodelavko, oziroma tudi pri verouku smo bili skupaj pri srečanjih in bo morda kaj popravila, če bom kaj o Šentvidu napačno govoril. Zato se lepo izročimo v Božje roke. Mislim, da je to najbolj pomembno, da res vemo, da v njem živimo, se gibljemo in smo, da je Bog tisti, ki mu ni vseeno za kogarkoli izmed nas in da želi prav v adventu in v Božiču na poseben način vedno znova oživiti svoje življenje v nas, tudi v naših družinah, tudi v naših skupnostih in v celotni
človeški družini. Zato prosimo Svetega Duha, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vživljih ogenj svoje ljubezni, pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo, o Bog, ki si srca vernih z razsvetljenjem Svetega Duha učil, daj nam, da bomo v istem duhu spoznali, kaj je prav in se vedno veselili njegove tolažbe po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako, torej prvo vprašanje nekako, oziroma prvo področje, poudarek, ki ga je Simon Peter že izpostavil, je to te moji prvi spomini na otroštvo, praznovanje Božiča v tistem času. Tako veliko nosimo s seboj kot eno bolj čustveno ali notranje doživetje tistega časa, ko bi lahko rekel, da so bili prvi občutki božičnega dogodka to, da je bilo toplo kljub mrazu, da je bilo svetlo kljub temi, da je bil praznik kljub prepovedi oblasti, komunističnih oblasti v Jugoslaviji, da ne smemo obhajati na zunanji način tega Božiča, praznovanja, skoraj se ni smelo imenovati ta beseda Božič. In moram reči, da ena taka grenčica morda je povezana tudi s prvimi leti šolanja, ko sem prav za božični dan zbolel za mumpsom. To je ena taka bolezen, ki je kar pravijo precej nevarna, če bi šel na mraz z njo, in nisem šel v šolo. In celo oče je šel takrat me upravičiti, da pridejo pogledati, da sem res bolan, vendar sem vseeno dobil neupravičene ure, zato ker bo v Božiču, na Božič ni bilo v šolo. In to so bile pravzaprav edine neupravičene ure, zato so morda ostale nekoliko bolj tudi zapisane v moji notranjosti. Kakšni pa so bili takratni običaji? Torej, kako ste praznovali Božič? No, zdaj, ko gledam nazaj, ko sem premišljeval malo o tem, sem se predvsem to nekako spomnil, da je bila za Božič tudi priprava. Torej, celotno vzdušje je bilo veliko bolj umirjeno, čeprav v drugačnem političnem sistemu. In ena izmed stvari, ki je bila kot so bile zornice v adventnem času, morda se nekateri še spominjate, ko smo zelo zgodaj morali vstajati, torej ljudje so pred službo, ki se je običajno začela ob 6. uri, šola pa tam okrog 7:30, nekaj takega, da smo še šli v cerkev, smo imeli te lepe zornice, je bilo mrzlo kot ne vem kaj, ampak vseeno, kot sem rekel, je bilo toplo, zato ker si čutil neko dogajanje, neko upanje, ki se je ustvarilo počasi v naši notranjosti. Torej, bila je duhovna in tehnična priprava, duhovna predvsem s temi zornicami, potem tudi z več molitve. Spominjam se, da smo posebej v adventnem času redno molili rožni venec, in to na kolenih. In potem tehnična je bila pa v tem, da je bilo treba pravočasno dobiti mah,
za jaslice in tam je bila zima. Včasih je bilo že veliko snega, tako da je bilo treba prav gledati na to, da si pravočasno prišel do maha. In seveda tudi smrekice. Niso gozdarji nič posebej pripravljali, tudi se jih ni dalo kupiti, ampak smo kar lepo malo za neko odgovornostjo, da nisi ravno čist na samem posekal smreko, da si jo pripravil. Potem zelo, zelo lepo je bilo na 3 svete večere, ko smo imeli to večerno molitev, ko smo šli okrog vseh poslopij in tudi po vseh notranjih prostorih in smo pokropili in pokadili. Spominjam se, da je za ta dan, za te 3 svete večere, je vedno vodil molitev oče. Drugače bolj mama imela to čez, pa otroci potem, ampak za ta velike praznike, pa za vse svete, ko smo molili rožni vence, je bil pa oče, je nekako prevzel in jaz vedno sem ga čutil nekako kot enega, kot res svečenika v naši družini, ki se zaveda tega svojega poslanstva, da prosi blagoslov za svojo družino, za svoj dom, prosi za svojo prihodnost. In vem, da je bil poseben kruh, tako imenovani poprtnjak, smo rekli, ali podprtnik, nekateri pravijo, ki se je za prvi sveti večer, torej pred Božičem, položil podprt na kmečki mizi in je vse 3 blagoslove nekako dal skozi, kot rečemo, in na praznih svetih 3 kraljev, je bil 3. sveti večer, smo potem ta kruh razrezali in ga razdelili ne samo ljudem, ampak tudi živalim, tudi kokošim, tudi konjem. Konji ponavadi niso marali jesti, zato ker je bil malo sladek ta kruh, in veste, da imajo konji pač svoj okus. No in med to molitvijo za svete večere, posebno za prvi sveti večer, mi je ostalo najgloblje v spominu očetova prošnja na koncu, ko smo zaključili molitev, ko smo zapeli tudi kakšno pesem pred jaslicami, je on vstal in je rekel: zdaj bi se vam pa rad zahvalil za vse leto, za vse, kar ste dobrega storili v naši družini. Rad bi vas tudi prosil odpuščanja, če sem koga prizadel. In tudi jaz vam odpuščam in prosimo, da bi ta blagoslov ostal na naši družini tudi v prihodnje. To je tako nekaj lepega in pomembnega bilo, da se je prav na ta dan, na ta sveti večer, družina nekako spravila. Potem smo imeli še tudi skupno večerjo, tako da smo se malo podprli. Nekaj časa ni bilo to možno, zato ker smo že lahko zaradi obhajila pri polnočnici, ker je bilo to že drug dan, potem se je smelo zvečer še jesti. No, in mislim, da je to eden izmed pomembnih stvari, ki ga lahko, bom na koncu še to poudaril, lahko ohranjamo, da si res ob določenih trenutkih v našem skupnem življenju znamo podati roko pa reči: oprosti mi, odpuščam ti. Ker povsod pride do nekih napetosti, ne v katerikoli skupnosti, posebno pa v naših družinah. No, to nekako so ti običaji. Potem smo šli pa pred polnočnico, peš, seveda, včasih je bilo že veliko snega, sneg je bil že zmrznjen in smo lahko šli po celem, kot smo rekli, in navadno smo imeli tudi kakšno svetilko, bakle smo pripravili ali kakšne druge lahtirnice,
vse to in potem si videl, kako pravzaprav z vseh koncev, tam, kjer večji polje pod Šmarno goro, tam, kjer sem doma, proti Šmartnemu je dokaj velik prostor in z vseh koncev so prihajali te procesije, majhne procesije, ki so se vse usmerile potem v cerkvi. In veliko let sem tudi prepeval v cerkvenem pevskem zboru, prej sem bil tudi ministrant, nekaj časa oboje in to je bilo potem tisto čudovito praznovanje božičnih praznikov. Prav gotovo je tako božična zgodba se vsakega izmed nas posebno dotaknila, tudi že v otroštvu. In zato bi vam rad postavil vprašanje, kako ste pa vi doživljali kot otrok božično zgodbo? Ja, torej, že sama beseda v slovenščini je zelo zanimiva. Torej, Božič prihaja iz besede Bog, mali Bog. Bog je sestopil v ta prostor in jaz sem to božično zgodbo vedno nekako čutil, kako se nam je ta Bog približal, kako je vstopil v našo majhnost, vse naše stiske in težave in kako se lahko res zaupanjem, tako kot sem videl tudi pri starših, obračamo k njemu po pomoč. Ne, tukaj povem to svoje doživetje, ko sem bil star okrog 6 let in so prvi taki moji živi spomini, ko nismo mogli plačati davka, oče ni hotel vstopiti v zadrugo in takega kmeta so potem skušali pritisniti z visokimi davki in vem, da je mama vedno jokala, kako bomo plačali, kako bomo zmogli to. Očeta sem pa našel enkrat na kolenih, sredi dopoldneva je klečal v sobi in ko sem prišel noter, se me sploh ni slišal, ampak je imel takole sklenjene roke. In lahko rečem, da je ta podoba, takrat sem jaz vedel, da Bog je. Takrat sem nekje očeta spoznal v vsej tej resničnosti, tako je sposoben, toliko stvari zna napraviti, zna upravljati za živino, s konji, je tudi tesar, toliko stvari ve in tako sem bil pravi nebogljenček ob njem. In on se s takšnim zaupanjem, s takšno predanostjo izroča nekomu s sklenjenimi rokami in takrat sem jaz videl, da ta Bog je dobri Bog. Se je sklonil človeku, prihaja k njemu in kadarkoli potem v življenju so prišli taki trenutki, da je bilo zelo težko, so se pojavile te sklenjene očetove roke pred menoj. In tudi v zadnjem času, ko sem doživel te različne preizkušnje, sem prav to vedno znova čutil, kako ko ne vidiš pravega smisla, ne vidiš, zakaj se stvari dogajajo, skleni roke in prišla v pomoč. To je to doživetje, ki izhaja iz božične zgodbe in jo v meni ohranja kot nekaj zelo lepega, ljubeznivega, globokega. In lahko rečem, da ko se včasih pogovarjam s kom, ki te izkušnje ni imel, ki ni doživel recimo te bližine Boga tudi po človeku, po starših, po ljudeh okrog sebe, da je res mu bilo marsikaj nekje neka doživetja, ki niso bila uresničena, ki so bila hrepenenje otroškega srca, pa ni bilo morda uslišano. No, menite, da se je obhajanje Božiča v času spremenilo?
tako, prej ste omenili, da ste v času otroštva živeli pač pod režimom, torej v komunistični Jugoslaviji, potem za samosvojitvijo vse do današnjih dni. Opažate kakšne spremembe v obhajanju Goriča? Ja, gotovo se spremembe dogajajo tudi v našem življenju, pač rasteš, odraščaš, na drugačen način gledaš. V otroškem času je bilo to bolj na otroški način, potem kasneje kot mlad človek, vendar pa se je opazovalo tudi, se je opazilo vedno bolj tudi, kako pravzaprav materialna blaginja na nek način pomeni tudi duhovno osiromašenje. Da je s tem, ko je nekako standard rastel, se je izgubljal ta čas in tudi doživljanje duhovnega sveta, duhovnega bogastva, ki ga vera prinaša. In potem vedno bolj s političnimi spremembami, torej Božič smo praznovali prvič tako tudi na zunaj, ko se je tudi na radiju, televiziji smelo to ime izreči leta 1989, kolikor se spomnim. Torej, že pred osamosvojitvijo oziroma pred političnimi spremembami, takrat sta nastopila v imenu cerkve nadškof Alojzij Šuštar, ki je iz Švice prinesel, da je Božič nekaj, kar je ne samo verski praznik, ampak je praznik življenja, praznik nekega novega upanja in je to tudi poudaril v prvem voščilu, ki ga je javno izrekel, in strani države je bil pa to Jože Smole, ki so ga nekateri potem zaradi tega imenovali kar Božiček. Torej je bilo res tudi za verne ljudi je bilo to nekaj tako novega, tako drugačnega, da preprosto se ni zdelo, da je to nekaj možnega. Ne? In toliko bolj je bilo pa verjetno za ljudi, ki so pa bili vajeni, da cerkev ima svoje življenje v zakristiji, pa v svetišču, pač pa, da se pa to spodobi na radiju pa na televiziji. Ampak to se je zgodilo in po eni strani je bilo to res trenutek, ko smo bili veseli tega dogodka, vendar pa pozneje se je pa pokazalo, kako je ta odprtost svetu in drugim državam in vstop v Evropsko skupnost pomenilo tudi vdor določenega načina praznovanja in poudarkov, ko gre bolj na zunanjo stran. Tako da je za obhajanjem Božiča pred Božičem, že ves ta mesec, vse je osvetljeno. Mi smo si vsaj v cerkvi zelo prizadevali, da je bilo do Božiča ali do svetega večera res tisto adventno razpoloženje. Tudi jaslice so bile nekako zagrnjene, se še ni navzven pokazalo, zato da je nekako raslo to pričakovanje, to upanje, da nekaj se bo zgodilo. Namreč, ker je Božič postavljen v tisti čas, ko se dan začne daljšati. Je prav bilo, ko je Rimljani so obhajali dan sonca, ko se je sonce začelo dvigati nad obzorjem, in tako je tudi kristjani smo to zelo spontano nekako doživljali s tem, da se je pač svetloba povečevala, da smo vstopili v novo leto, v novo dogajanje, da je to tudi povezano z novim življenjem, ki ga prinaša Jezus Kristus v naše življenje. Torej, potem, da je
praznovanje vedno bolj postajalo in postaja in je tudi danes ga mnogi tako doživljajo, brez prave duhovne osnove, brez nekih tistih glavnih temeljev, ampak so neke obrobne zadeve. Torej, potrošništvo, konsumizem, čim več trošiti v tem času, čim več z zunanjimi tem materialnimi sredstvi nekje prinašati veselje ali samemu sebi tudi posredovati. Potem božiček je zelo malo slovenski, torej včasih smo že imeli neko ime, ampak Jezušček je ponavadi prinesel. Ne vem, kako imate vi izkušnje, starejši, da smo rekli, Jezušček bo nekaj pod drevesom pustil, ampak to je bilo kakšna 2 bombončka, nekaj čist taka skromnega. Miklavž je bil veliko bolj radodarjen prej. Tako da se je to zgodilo pač v tem času in s tem se moramo soočiti, da je tudi se je zastaviti vprašanje, kako je mogoče, da se je tako na hitro pravzaprav se je ta slovenski prostor tudi postal potrošniški, tako zelo hitro usmerjen v neko zunanje praznovanje in da se pravzaprav Božič božični čas z Božičem neha v zunanjem tem praznovanju. Torej, menite, da je konsumistična, torej potrošniška družba nekako izkrivila podobo Božiča, odvzela morda prvotni pomen, krščanski pomen? Ja, mislim, da je prevladala pozunanjenost, torej da se mora na zunaj čim bolj poznati z nekim bliščem virtualnega sveta, torej čim bolj predstaviti sredi noči, tudi to zmožnost, da jo razsvetlimo in z poudarjanjem podrobnosti obrobnega sveta. Namreč gotovo, da tudi tukaj v tem iskanju nekih lepih trenutkov je izražena človekova notranja želja, da bi bil srečen, da bi bil vesel. Jaz vidim, da danes je mnogo, ne samo v božičnem času, ampak tudi mnogo iskanja sreče, življenja, tudi v drogi, tudi v igralništvu, v alkoholu, v različnih oblikah nekih kratkotrajnih dogodkov ali veselja, ki pa ne dajo tistega notranjega doživetja, res pravega praznovanja, ki mora človeku pomagati, da bo potem v življenju to praznovanje nesel s seboj in da mu bo pomagalo. Torej, vse to iskanje današnjega človeka je iskanje življenja. Lahko rečemo, človek ne more živeti brez nekega praznovanja, brez neke vrste bogoslužja. In če ne najde, tukaj je seveda veliko vprašanje, zdaj tudi za cerkev, za vlogo cerkve v današnjem svetu, če ne najde v tistih, ki bi nekako morali posredovati prav pogled na življenje, tega odgovora, potem ga išče na vse mogoče načine in žal velikokrat prepozno spozna, da je izbral napačno pot ali slepo ulico. Spominjam se, ko smo enkrat jaslice v župniji delali, Juli se bo spomnila, enkrat so bile tako Božič včeraj, danes in jutri. In je bilo tako lepo predstavljeno, torej klasične jaslice z vodko, z pastirčki, z vsem tem, včeraj.
Potem danes je bilo v središču pred oltarjem postavljeno naselje, blokovsko naselje, ki je bilo pač značilno za mesto, in vendar prav v sredi tega naselja je bila sveta družina. Je bilo novo življenje, se je rajalo novo življenje. In božič prihodnosti je bil pa, sta bile pa dve poti narejene. Ena pot, ki je šla, ki je bila strma navzgor, planinska pot, med grmovjem in torej proti nekemu vrhu, kjer je vedno ves božični čas je bil svež šopek rož, belih rož, največkrat smo terah nabrali, ne, in se je, ali pa orhideje, da je ta šopek bil sveten, to je pravi življenje, ne, ki se v cvetju nekako pokaže, ampak na začetku tega božiča prihodnosti je bila pa tudi nakazana zelo široka pot, ki se je končala v zidu. V stebru, ki je držal po konci kupolo v cerkvi, in po njej je pa eden od dijakov, eden od srednješolcev, zelo modro in naredil iz krompirja odtise čevljev. To je bil Tone Zupančič. In je zelo lepo narisal, ne, pravzaprav eno pot marsikakšnega mladega človeka, ki gre po tej široki poti, ne široka in gre čisto po sredi, nekaj časa, potem se ta korak začne manjšati, postaja negotov in se nazadnje, preden pride do tiste slepe ulice, do brezizhodne situacije, se obrne nazaj in koraki, ki postajajo vedno bolj pogumni, korajžni, se usmerijo proti tej potki, ki je šla, ozka pot, ki pelje v življenje. No, tako je bilo zelo lepo predstavljeno, to bom potem še mogoče malo ob božiču v župniji. Ja, se bi kar zdaj tako, ker ste to načeli, kako pa se spomnite božiča, torej kot župnik, kako ste Torej, jaz bi tako nekako za danes, ne za današnji čas, vemo, da mi ne moramo zdaj nazaj iti pa ponoviti to, kar se je dogajalo pred 50 leti ali pa še več. Moramo se zavedati, da živimo pač v teh razmerah v tem času in da nismo mi izbrali tega časa. Ampak nas je nekdo v tem času poklical v življenje. Je dopustil, da je življenje takšno, kot je, da nekako odkrivamo na eni strani, kaj pomeni ta široka pot, kjer človek išče samega sebe, kjer išče svoje koristi, kjer samo sebe vidi, ali pa kako si lahko srečen, zadovoljen tudi z skromnejšim življenjem, pa je ta pot usmerjena k nekemu cilju, da veš, kam potuješ in veš, kako tudi iti po tej poti, da nisi sam. Torej, jaz bi rekel ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ne pustiti, da nas ta zunanjost popolnoma prevzame, da nas posrka vase. Ampak, da v danih razmerah, posebno ko vidimo in danes mnogi tudi neverni vidijo, da ta izbira imeti, proizvajati, čim več nakopati, čim več si prisvojiti, da ta ne pelje v življenje. Tudi tisti, ki so mogoče veliko skupaj spravili v tej kuni, če govorimo, to ni pod življenje, ni pod sreče. In pravzaprav si moramo prizadevati za to, da bi sredi tega sveta našli čim bolj ustrezne, čim bolj primerne trenutke, ko bomo našli tudi pot do Boga in pot do človeka. Do samega sebe, vzeti si določen čas, si ga pač moramo vzeti danes in vzeti si čas tudi za sočloveka. Potem tudi to, da gremo
koreninam vsega te problematike, ki jo na eni strani čutimo, in želje in upanja, ki ga nosimo v sebi, da bi ustvarjali neko strpno skupnost. Se da še veliko narediti. Veste, veliko. Se spomnim ene družine, ko so imeli 3 otroke, no še, in so izredno lepo te otroke imeli vzgojene, tako res, ne da bi jih zadrgnili, z nekimi vajeti držali, ampak tako prijazni, po eni strani prijazni, obenem pa tudi zelo pozorni, in sem rekel, kako sta pa mogla tako lepo jih vzgojiti, ne, saj nisem hvalil pred otroki, ampak tako zraven. Rekla, veš kaj, ko sva videla, kako ta družba, v kateri živijo, od šole do ulice, do sredstev, teh elektronskih sredstev, vpliva na nje, kako so postali tuji, pa vsak v svoj kot rinejo, sva rekla, dajmo za vsako ceno, če se bo le da najdemo na dan 1 uro za našo skupno življenje, tudi za molitev in za pogovor. Tako da bodo lahko otroci se navadili tudi pogovarjati. In to živijo še danes, jih malo spremljam, da skušajo, se vedno ne uspe, ampak so otroci tudi, ki so zdaj že pri 20 letih, so zelo navajeni na to, dajmo se, a bomo imeli ta naš skupni večer. Ker človek potrebuje, veste, to zavest, da je ljubljen, da se nekdo zanima zanj. Kolikokrat je mogoče ta površnost v medsebojnih odnosih naredi tujce v isti hiši, da nimamo časa drug za drugega. No in mislim, da se da torej s pomočjo tudi župnijskega življenja ali krščanske skupnosti marsikaj pomaga tudi za to naše notranje življenje. Moram reči, da se z zelo veliko hvaležnostjo spominjam teh dogodkov, ki smo jih doživljali v župniji na vseh mestih, Đuli verjetno tudi nosi seboj malo teh lepih spominov, ko smo posebej za Božič smo imeli tudi predpripravo več mesecev pred Božičem v različnih skupinah, v župnijskem svetu, v mladinskih, študentski skupini, tudi v osnovni šoli, za kateheti smo se pogovarjali. Je bilo pa precej otrok, veste, okrog 1000 je bilo pri verouku otrok, tako da se je dalo kar precej živahno narediti vse skupaj, ampak je bilo treba pač neke priprave in vem, da prve jaslice, ki so bile precej drugačne kot pa običajno, navadno je bil kaplan tisti, ki je idejo dal in te jaslice je idejno pripravil, zdaj že pokojni Matej Zevnik, je mlad, odšel, 49 let star je bil. In so v študentski skupini nekako se zmenili, da bodo naredili čisto posebne jaslice. In ponavadi so jaslice začeli delati za 1 teden pred Božičem v cerkvi. Tokrat pa ni bilo nič. Bože se je blizal, nič. Sem rekel, Mateja, nič se ne sakiraj, nič se ne boj, bomo že naredili. In sem rekel, kaj bo iz tega le ratalo, ne? In na zadnji, res na zadnji dan so enega zidarskega mojstra, Škedla, so ga dobili, da je postavil ogrodje iz tistih štang za zidarski oder. Take rdeče štange so bile. Potem štalca je bila tako, da je bila samo eno nadstrešje med temi štangami, kakor pod kapom, da je bilo
nekoliko pokrito, ne vem s čim je bilo prekrito, mislim, da slamo. In potem zadaj je bil neki zid, pa zaprta vrata in 2 zakonca lutke iz trgovine. Torej v naravni velikosti sta bila Jožef in Marija. In Marija je držala v roki eno lutko, otroka, tam sta imela pa kovček, ki je bil že zelo tak zdelan kovček, ki je zraven njih, in ona 2 nekako gledata zdaj tiste, ki so prihajali k jaslicam. Ali boste odprli ali ne. In zraven je bilo pa na celi steni v cerkvi, kdo pozna šentviško cerkev, da je zelo velika, so bile mali oglasi oziroma cel kup prošenj, mlada družina išče skromno sobico. Starši z otrokom prosijo za gostoljubje. In zelo lepo predvidno, ampak jaz nisem nič vedel, kaj bo, in nismo nič pripravili ljudi za to, da bi vedeli, da bojo pač jaslice tisto leto nekoliko drugačni. In potem je prišel ta. Zadaj je bila pa hostija, ker je bilo takrat, mislim, leto Evharistije, je bila pač velika bela hostija v ozadju in pa pred tisto hostijo pa križ. Velik križ, ki je nekako bil gospodoval nad celotnimi jaslicami. Torej nobenih tistih pastirčkov, nič maha, nekaj bilo ena tkanina po tleh. In kaj so takrat ljudje, so šli takoj seveda nekateri na škofijo in so me tožili nadškofu Šuštarju, tako da me je klical na zagovor, rekel, pa kaj pa imate v Šentvi zdaj za noveč, da je tako razburjenje. No in so potem malo razložili, Šuštar je bil zelo razumevajoč in je tudi hitro videl, da je to dobro, da se iščejo nove oblike. No, ampak najhujše je bilo to, da je kaplan in njegova mladina, ki je delala jaslice, za novo leto odšla v Barcelono. In jaz sem ostal sam s tistimi jaslicami in za ljudmi, ki so prav odjezili so se, tako da smo potem z Mežnarco, Marinko, sva postavila še ene alternativne jaslice. Na drugi strani svež, da je prostor, tako da smo mehen mahu, ene staro štalco so prinesli in tam noter smo postavili potem sveto družino, torej v tistem klasičnem pomenu. In takrat pravzaprav ta dogodek je potem pomagal, da smo vsako leto pripravili, kaj naj jaslica sporočajo, kaj naj delajo zraven. In veste, ena odločilnih stvari v cerkvi, morda danes še posebej je, da morda premalo vključimo v neko konkretno dogajanje v župniji, tudi otroke, tudi najmanjše, pa mladino, tako te skupine, ker imajo izredno lepe ideje. Recimo, otroci so potem vsako leto je bila velika smreka tam pripravljena že na začetku devetdnevnice in so vsak dan prinašali določene okraske za to smrekco, ki so bila dobra dela njihova. Če je nekdo naredil neko dobro delo, zavestno se odločil, da nekaj naredi, je potem napisal na tisti listek in smo to potem obešali pri devetdnevnici. Drugo je bilo pa recimo enkrat se spomnim prav to, da je bil toplar, veste, ta kozovc, gorenjski kozovc z 2 stranima, ki je imel late, in je bil prepih in tam noter ne bi bila štalca. In sem rekel, otroci, bomo mi kaj preprečili, da bi tle preveč pihali Jezusu, ko bo prišel tole štalco. Ja, dajmo. In so snopke delali po razredih. Po razredih so slamce, če je prišel v devetdnevnici, je prinesel slamco in so
različno veliki snopki so bili in so počasi polnili in moram reči, da tisto leto je bil ves kozovc čist zapolnjen za to, da se je lepo noter na toplem Jezus počutil. To je taka majhna, drobna stvar in jaz tudi za verouk, za to versko uvajanje v našem slovenskem prostoru, kjer je pa samo ta verouk v župniji, je odločilno, če uspemo, da bodo otroci že v času, ko vstopajo po tej veroučni poti, da bodo že tudi nekaj dali od sebe. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. A veste, tega v cerkvi na slovenskem, pa verjetno v vesoljni cerkvi, zelo manjka, da ti, če nekaj dobiš, tako kot je Jezus že v času, ko je bil nekaj časa s svojimi učenci, jih je preprosto poslal po 2 in 2. Zdaj pa pojdite in jim je naročil, kako naj pridejo, kaj naj delajo. Torej niso bili še samostojni, ampak so prišli za njegovim mandatom. In kristijani brez poslanstva dejansko se ne moremo čutiti, da je naše življenje res dragoceno in pomembno v Božjih očeh. In tako so te mali otroci in tudi starejši, mladi so sodelovali pri vsem tem dogodku in to so bile naše jaslice. In to se je tudi potem na zunanji način lepo pokazalo pri samem praznovanju polnočnice. Veste, polnočnice so bile včasih nekaj groznega, zato ker so se pojavili tudi ljudje, ki so nagajali, zavestno nagajali. Potem je bil čas petard. Ko so metali petarde, tudi recimo je petardo v kepo snega nekdo dal in jo je vrgel v cerkev med mašo, da polna cerkev ljudi, to je tako počlo noter, da so ljudje kar takole se dol rušili. Ampak vseeno smo nadaljevali to praznovanje. Jaz sem imel že v stolnici kot kaplan, sem imel tudi to, ker nadškof Pogačnik je rekel, da ne bo v ta levji brlog prišel v polnoči. Ampak mnogi so bili tam noter s pravim namenom, željo, da nekaj lepega doživijo. Je bilo pa seveda vedno tudi nekaj nasprotovanja. In ponavadi smo potem tako, da smo pred polnočjo za nekaj minut ugasnili vse luči v cerkvi. Tema. Sredi teme je zasijala velika luč, pravi ta biblični odlomek iz Izaija. In takrat, ko je bilo nekaj časa že temno, ko ugasnijo luči, recimo, ko si navajen na nje, je nekaj časa še bolj temno. Potem se že malo prilagodijo tudi oči, ampak potem smo mi vstopili z baklo, nova luč prihaja v to temo, velika luč je zasvetila z baklo in za to baklo sta šla zakonca, ki sta tisto leto pričakovala prvega otroka v življenju. Zdaj bi bilo to verjetno poreko težko najdeti v župniji zakonca. Takrat smo pa imeli takole 50, okrog 70 porok na leto, tako da ni bilo problema, tako da smo ponavadi prosili nekoga, kjer je mamica se že na zunaj pokazala, se že videlo, da pričakujete otroka in sta nesla tisto v temi o prepevanju sveta noč, blažena noč in potem ob luči te bakle v jaslice in potem se je začelo svetliti. Potem najprej bila osvetljena ena zvezda takole gor nad glavnim oltarjem in potem je maša potekala naprej. Iz tega dogodka bi rad povedal tudi, kako Bog vse stvari obrne v dobro, v nekaj dobrega. Se je zgodilo eno leto, da smo to naredili na začetku maše in tam zadaj pod korom so bili eni mladi, malo pijani fantje in so kadili pod korom in čike ugašali v žegnani vodi.
In tam zadaj za klopmi je stala ena gospa, ki je rekla, da je hotela ostati pač tam, da bi nekako videla, ne, saj takrat, ko ljudje sedijo, da se lepo vidi tudi na oltar. Potem je pa to tako motilo, tisti fantje, ki so se smejali, pa kadili, pa tako, da je šla naprej. Ampak samo ene 2 vrsti, takrat je luč bila ugasnjena, smo ugasnili luč in takrat je bilo čist temo in ona je šla od klopi do klopi, pa takole iskala, kje bo kaj prostora, da se bo noter usedla. No in nekje je našla in se zrinila noter. Potem, ko so se pa luči prižgale, je sedela pri svoji smrtni sovražnici. Že 20 let nista govorili med seboj in je rekla, potem je pa podvala to zgodbo, rekla, jaz sem rekla, bom drugam gledala, pa ne bom mislila, kdo zdrav mene sedi. Potem ste pa vi rekli za pozdrav miru. Nocoj je pa tako velika noč, tako pomemben trenutek Božje ljubezni, da moramo odpustiti tudi največjim sovražnikom. In je rekla, sva se obrnili druga k drugi, in ona se je tudi obrnila k meni, sva se nasmehnili, in sva se objeli, noben drug se ni objel, vi sta se pa objeli, ker sta bila samo trmast in to, da nista hoteli popustiti. In potem po polnoči sta se še 1 uro pred cerkvijo pogovarjali. Je bilo treba not prinesti, ne. Torej, hočem reči, kako lahko Bog res v teh bogoslužjih, koliko je pa takih skritih trenutkov kot človeka, morda, ki redko gre v cerkev, ampak je dobil to milost tisto leto, pa je prišel noter in se ga nekaj dotakne. Pred enim tednom sem slišal eno tako zgodbo, nekako je pač gospa čist iz ateističnega okolja, vojaški starešina je bil oče in seveda družina ni smela zunaj kaj kazati in je ostala brez krsta, brez sakramentov in je rekla, naenkrat pri 30 letih sem začutila, da moram jaz stopiti v cerkev. Pa zdaj, v teh razmerah, ko vemo, da se marsikdo pohujšuje nad cerkvijo, nad škofijo, nad pohlepom po denarju, po vsem tem, ampak da je tukaj nek prostor, ki ga ona potrebuje. In je zdaj rekla, 6 mesecev je od Birme, ker je Birmo prijela, da čuti, kako je to nekaj dragocenega in kaj je vse bilo pomanjkljivo v njene življenje. Ni imela neke te možnosti, da bi res zaživela polno. Dobro, tako zaključujeva prvi del, torej svoj pogovor. In na koncu pa bi rad vas vprašal, katero je božično sporočilo, katera je biblična oziroma teološka osnova božiča? To spremljamo sedaj v tem adventnem času, kako je v Božjem načrtu vse usmerjeno. In sredi te zgodovine človeštva, zgodovine ljudstev, kjer je tudi veliko hudega in težkega, se odvija zgodovina pogrešenja. To, kar sem od začetka poudaril, da Bogu ni vseeno, kaj je človeku. In mi vsi v sebi nosimo to nepopolnost našega bivanja. Smo zaznamovani z padci, z grešnimi nagnjenji, se jih poznamo, katera so grešna nagnjenja. Napuh, lakomnost, nečistost, nevošljivost, požrešnost, jeza, lenoba. Se kaj spomnite, da smo se kdaj učili? Ja.
Torej, nosimo vsi v sebi. Jaz pravim, vsak nosi v sebi, vsak človek nosi v sebi enega majhnega Hitlerčka, ki se skuša malo dvigniti nad drugimi, torej biti nad, biti pomemben, biti oseba in tako naprej. Vendar pa vedno znova tudi doživimo določene poraze, ko se nam neke življenjske želje in neka pričakovanja ne uresničijo, se podrejo. Pride kakšna stvar, ki popolnoma spremeni tvoje dosedanje življenje. Spomnimo se na kakšno tako prometno nesrečo, ko so umrli otroci. Spomnite morda Kržanove družine iz Ljubljane, ki je v prometni nesreči naenkrat izgubila 3 fante. In to 14, 12 pa 10 let. So se vračali iz duhovnih vaj. Starši so vzeli se bolj punčko tamalo, medtem ko so se fanti želeli peljati s tem patrom Kovačem, ki je vodil duhovne vaje, so bili zelo blizu. In med potjo so na Brezovici, na stari cesti, doživeli strahotno prometno nesrečo. Oni so bili v Fiat 600. En Mercedes taksi se je zaletel vanje in vsi 4 z duhovnim obredom so bili na mestu mrtvi. In ko so prišli domov povedati, potem po tolkem času v tej družini, so videli, da je nekaj narobe, nekaj to časa ni bilo nič govora, nič. So povedali, vsi 3 vaši otroci so umrli v prometni nesreči. In je rekla Vanja, sva skupaj prepevala pri vzorcu muziko, rekla, da sta z možem Miklavžem, glavno v teh duhovnih vajah, ki so jih imeli na Mirenskem gradu, so zelo poudarili, kadar pridejo težki trenutki, odprite Sveto pismo. Odprite Sveto pismo. In ona 2 sta odprla Jobovo knjigo in sta vso noč prečula ob tem premišljevanju Jobove knjige. Vemo, da je to dramsko delo, ki predstavlja človeka, ki se mu vse podre v življenju. In vendar on nazadnje reče, nak sem prišel iz materinega telesa in nak se vračam v žemljo. Bog je dal in Bog je vzel. In je rekla ona, da je takrat sklenila, da bo samo 3 dni nosila črno oblačilo. Za vsakega otroka en dan. Zato, ker je rekla, jaz sem prepričana, da je Bog poklical te moje otroke, ki so nama toliko dali lepega v življenju. Jih je poklical takrat, ko so bili zanj najbolj pripravljeni. In je res, seveda, pridejo potem kasneje tudi še posledice težke, ampak posebno je poudarila, ta velik fant Miklavž je na koncu duhovnih vaj rekel, mami, jaz bi pa rad postal duhovnik. In mami je tako nekako začutila res, kako je Bog, ki odloča o življenju. Ni jih ona rodila, ne otrok, je božji dar, starši samo posredujejo od življenja otroku in imajo sposobnost, da ga posredujejo, ampak otrok, vsak človek je božji dar. In tukaj se pokaže, kako tudi vse te preizkušnje, ki jih vsi doživljamo, vsak na svoj način, vsake toliko časa, Bog nekje človeka na določen način vzgaja, tako kot je Abrahama
počasi na poti, če bi vse naenkrat se mu resničilo, bi se on ustavil. Veste, in to je značilnost evropske civilizacije danes. Ta razvoj se je ustavil. Ljudje, otroci, danes pri 20 letih nekateri nimajo nobenega pravega smisla, zakaj pa bi se še matril? Zakaj bi pa še, kaj pa je smisel? In če ostane samo pri telesnem uživanju, še nekaj čustvenih doživetij, pa ni tega duhovne razsežnosti, da vendar imam v Božjem načrtu neko poslanstvo, ki ga nihče drug ne more izvršiti, potem ko imaš vse poskrbljeno, vse ti prinesijo pred tebe, pred usta, enostavno zmanjka iz tega usmeritve naprej. In to je to življenje brez duhovne osnove, brez Boga, življenje brez Boga. To je ta človeška plat naše zgodovine in v to človeško nemoč in krhkost vstopa Bog. Že z obljubo v raju, to ni tako, kot da bi bili novinarji, zraven pa bi pisali, kaj sta Adam pa Eva delala tam, Gre za teološki razmislek, da je pač na začetku ta človek, ki je imel možnost tudi prekoračiti pooblastila, človeška pooblastila, svobodo, razum, čustvovanje, da je to dejansko se zgodilo in iz tega potem izvira vse hudo. Veste, danes lahko rečemo, da je glavni problem današnjega časa je izguba vere. Izguba vere. In zato je Božič velika milost. Tako kot je milost, če sem lahko vsako nedeljo ali pa celo vsak dan pri maši. A veste, da je drugače, če ti piješ Savo pri Krškem ali pa pri Slapu Savici. Povsod je Sava, ampak pri Krškem je že zelo, zelo umazana. In tako tudi je drugače, če ti recimo piješ življenje oziroma se hraniš z hrano, ki je že vsa prežvečena, ali pa da greš k izviru življenja. Da v tem izviru življenja začutiš, tukaj je središče vsega dogajanja. In zato se ta zgodovina odrešenja, ki je potem napovedana po prerokih, se uresniči najprej v sodelovanju. Tako, kakor je prva Eva podrla prvotno zamisel s človekom in je posegla po sadu, ki ga ne bi smela poseči po njem, ker človek ni gospodar življenja. To je ta sad, ki ga človek skuša utrgati, zato ker je privlačen, da je bil absolutni gospodar, jaz bom vse naredil. Ampak da je ta nova Eva bila pripravljena odgovoriti, glej, dekla sem Gospodova. Niti tega ne moreš narediti, če ti izdela ta trenutek, nekdo ne bi dajal življenja. Niti s prsti ne moreš pomikati. Popolnoma smo podarjeni sami sebi in bolj, ko se staramo, bolj je, nekako čutimo, kako je vsak dan dragocen. Jaz vsak dan zjutraj, ko se zbudim, nekako reče Gospod, za vse ljudi, ki jih bom danes srečal, ki so danes potrebni mojega življenja, moje pomoči, moje molitve, darujem današnji dan. In ko kakšna težka reč pride, vsako pride kaj težkega, se spomniš, Bog ve, kaj dela, Bog rabi moje sodelovanje za kakšno stvar, za kakšnega človeka. In to je ta božična skrivnost, ki se je uresničila, da je Bog postal mali Bog, postal je Božič.
Glejte, že sama Palestina je bila ena oddaljena rimska pokrajina, ni imela kakšne veljave, razen da je bila nekaj posebnega in da je bilo nemogoče obvladati te Jude in Izraelce. Mene so se upirali. Potem iz zelo zanikanega kraja, iz Nazareta. Nazaret pomeni vršiček. Ta vršiček je zaživel, ko se je ena skupina Davidovega rodu vrnila ne skupaj z ostalimi, ampak že prej iz babilonske služnosti. In ker so bili revni in malo številni, niso dobili prostora. Takrat je bilo potem že v tem času, v teh 70 letih, kolikor so bili v tujini, so se že drugi ljudje naselili, prevzeli zemljo, vse, in ti ubogi Nazarečani so dobili samo eno zanikano kraško pokrajino v Nazaretu, ki je v Bregu, to še hujška tisti breg v Trstu. So se tam noter naselili. Zato so tudi vsi drugi so jih po strani gledali. Natane je eden od apostolov, ko so mu rekli, ja veš, da smo našli Mesija. Mesija smo našli. Je rekel, iz Nazareta mora nekaj dobrega priti. Zato, ker so bili tako slabo zapisani. Vendar iz Nazareta se je rodil ta otrok, ki ni bil drugačen od drugih otrok in vendar drugačen, popolnoma drugačen. Bog je sestopil v tem otroku v človeško življenje. In on je hotel hoditi človeško življenje od najbolj skromnega začetka do najbolj neuglednega konca, oziroma da najbolj tragičnega konca, obsojenega na smrt na križu. Sem bil v Izraelu 3-krat po 3 mesece in sem večkrat tudi to premišljal, kako da je lih v tele podrti deželi, kjer je sam kamen pa prah in dežja ni, ker bi bilo dobro, da bilo kaj reči dežja, samo ta uboga reka Jordan, pa jezero Genezareško, in vendar tukaj je Bog izbral. V tisti dolini, kjer je bila največja zemeljska depresija, več kot 400 metrov pod morsko gladino, torej v globini mrtvega morja, tam se je Jezus dal krstiti. Ker je hotel povedati, da tukaj je to sporočilo Božiča in celotnega oblašenja. Hotel povedati, da hoče iti do najbolj ponižanih in razžaljenih, do največjih globin človeške bolečine in trpljenja, zato da bi tudi zadnjemu zemljanu omogočil, da bo zaživel polno življenje. Da bo prišel v tisti večno bivališče. In zato se je moral dvigniti na križ, zato da je tam na uhu desnemu razborniku, ki se je zadnji trenutek življenja pokesal svojega življenja in je prosil, Jezus, sprejmi me v svoje kraljestvo, da je bil odrešen. Še danes boš z menoj v raju. Vete, morda imate tudi marsikdo, ste stari starši, babice, nonoti, none, a je se reče nona, ki mogoče z žalostjo ali pa z neko pretresenostjo spremljate otroke ali vnuke ali pravnuke, ki mogoče gredo po drugih potih. Če darujete do konca svoje življenje, svoje trpljenje, morda tudi osamljenost, molitev, potem nič ni izgubljenega. Kajti Bog je postal Emanuel. In vsako delo, vsaka stvar, ki jo mi preživimo, ki jo mi živimo v povezanosti z Bogom, da je Bog v našem življenju, ima večno vrednost za nas in tudi za druge. In božično sporočilo je sporočilo življenja.
Danes, ko smo vsi prestrašeni, a ne da smo. Jaz sem prepričan, da še nikoli v zgodovini človeštva človek ni bil tako globoko prestrašen, kot je danes. Zato, ker imamo možnost, da vsak dan 3/4 ure prisluhnemo strašno zanimivim poročilom oziroma informaciji o vsem tem, kar se je hudega zgodilo v celem dnevu ali pa v nekaj dneh na celem svetu. Imamo možnost, da to sporočilo pride v naše stanovanje. In če vsak dan poslušaš to negativistično predstavitev življenja, jaz ne rečem, da je to zlagano. Lahko je vse pravilno, ampak manjka tudi tisti del, da se je danes zgodilo nekaj lepega, da je bilo toliko otrok rojenih, da so toliko življenj rešili v bolnici, da so toliko pomagali v različnih življenjskih preizkušnjah, da je življenje vendarle malo večno, lepo, prijazno in čim bolj to Božje sporočilo nosimo v sebi, toliko bolj lahko praznujemo skrivnost Božiča. Tudi štala se je spremenila v svetišče. Štala se je spremenila v svetišče. In če jaz priznam, to je mečkaj mogoče malo hudo, da ne boste prav zadovoljni s tem, če jaz priznam, da sem jaz štala, da je štala podoba tudi mojega življenja, da marsikaj je nereda noter, marsikaj je zmetano, marsikaj polno smeti se nabere, pa tudi pajčevne so, ki je, pa včasih tudi malo smrdi, ne? Vse to je podoba tega našega zemeljskega bivanja. Z menoj na čelu, jaz ne vem nič boljšega. Vsi smo zaznamovani s to nepopolnostjo. Ampak razlika je v tem, da je božična blagovest, ki so jo angeli oznanjali, ne bojte se, oznanjajo vam veliko veselje, danes vam je rojen zveličar, ki je Kristus Gospod, in našli boste znamenje, našli boste dete, položeno v jasli, in takrat angeli, slava Bogu na višavah, zapojo. In želim, da bi se v vašem življenju uresničil stavek, ki ga letos sem izbral za moto mojega božičnega voščila, ki ga po pošti tudi pošiljam. Besede, ki jih je zapisal nekdanji ljubljanski nadškof, moj posvečevalec za duhovništvo Jožef Pogačnik, ki je bil tudi pesnik in je zapisal besede. Sprejmite Kristusa Boga in znali boste, kar ves svet ne zna, nasmehniti se sred gorja. Amen. Nam je na razpolago, če slučajno še kakšno vprašanje strani publike. Tako da predajam besedo. Beseda je vaša. No, jaz mislim, da sem tako lepo povedal, da sploh ni nobenega ugovora več. Dobro. Ja, hvala Bogu. Če ni nobenega vprašanja strani publike, jaz se zahvaljujem v imenu organizatorjev, torej Društva Antona Gregorčiča, Kulturnega centra Lojze Bratuša, ki nas tukaj gosti, in pa Štandarške dekanije. In bi prosil gospoda nadškofa, ki nas je s svojim pričevanjem in še posebno tudi potem s teološko razlago Božiča gotovo obogatil, da bi vsem nam še podelil svoj blagoslov, da se bomo zares dobro pripravili na Božič in doživeli to božično skrivnost. Hvala lepa. Ampak skoraj ne znam si predstavljati tega srečanja, da bi niti ene peskice ne zapeli.
In to bi prav za adventni čas najbolj poznali, ki gotovo vsi poznamo Angel Gospodov. Je Angel Gospodov oznanil Mariji, je ona spočela od Svetega Duha, čez